gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ponovno iz studia televizije Exodus. Smo sredi molitvene osmine za edinost kristjanov, sredi meseca, ko še odzvanja bo sveti božični čas. In danes lahko z velikim veseljem povem, da se nam je v studiu televizije Exodus pridružil nadškof dr. Anton Stres, ki ga seveda ni treba posebej predstavljati, tako rekoč nikomu od gledalk in gledalcev televizije Exodus. Je dolgoletni profesor filozofije, potem tudi pomožni škof in nadškof koadjutor v Mariboru in pa tudi upokojeni ljubljanski nadškof. Lepo pozdravljeni med nami. Lep pozdrav vam in seveda vsem, ki naj jo poslušajo in gledajo. Dr. Stres, trenutno pa ste rektor Katoliškega inštituta v Ljubljani. Če sem prej rekel, da vas gledalke in gledalci dobro poznajo, pa o Katoliškem inštitutu verjetno vedo veliko manj. Pa sem na začetku prosil, da nekaj poveste o tem, kaj sedaj počnete in kaj je poslanstvo Katoliškega inštituta. Ja, Katoliški inštitut je pravzaprav tako ime, ki smo si ga dali zato, ker se naša ustanova še ne more imenovati Katoliška univerza. Zato, ker univerza mora imeti po naši zakonodaji kar nekaj fakultet, recimo 3, zdaj po nekem novem se celo misli, da bi bilo treba več imeti. Skratka, zaenkrat imamo samo še eno fakulteto, to je fakulteta za poslovne vede. Drugače je pa to torej zametek Katoliške univerze. Moram takoj povedati, da študenti, ki študirajo pri nas, študirajo po veljavnem programu, ki je akreditiran, se pravi, tako kot vsaka druga diploma, je tudi naša veljavna. Pripravljamo za diplomo, za dodiplomski študij, univerzitetni študij, potem za magistrski študij in od lanskega leta je tudi možno pri nas delati doktorat, ki ga izvajamo skupaj z Mednarodno katalonsko univerzo v Barceloni. Z njimi imamo pogodbo podpisano, sklenjeno, tako da lahko dela tisti, ki dela pri nas doktorat, recimo na naši fakulteti, ima tudi hkrati doktorsko diplomo Mednarodne katalonske univerze v Barceloni. Se pravi, gre za univerzitetni študij, gre za to, da bi počasi ustanovili še kakšno fakulteto, da bi počasi nastala Katoliška univerza, kajti na svetu je čez 300 katoliških univerz, čez 1000 raznih visokošolskih ustanov, katoliških, in gre torej za svetovno mrežo in izkušnje univerzitetnega študija, in zakaj ne bi tudi naši študentje imeli to možnost, da izberejo tudi študij pri nas, če jih zanima. To pomeni, da se lahko sedaj študentke in študentje vpisujejo tako na prvo kot drugo in tudi tretjo stopnjo. Tako. Torej, vpisi so potekajo normalno, tako kot mi spoštujemo, oziroma seveda, da smo lahko akreditirani na NAKVIS-u, to se pravi na Nacionalni agenciji za kakovost visokega študija, moramo izpolnjevati te pogoje in jih tudi izpolnjujemo. Recimo lansko leto smo dobili akreditacijo za univerzitetni študij, se pravi za dodiplomski študij, neomejeno. Ja, čestitam, to je velik dosežek, glede na to, da tudi sam nekoliko delam v teh vodah, vem, da to ni preprosta zadeva, gotovo je potem tudi delo rektorja precej naporno. Rektor zaenkrat še nima veliko dela, ker dejansko rektor mora usklajevati fakultete. Tisti, ki ima več dela, to je dekan fakultete za poslovne vede, gospod Zoran Vaupot. Imamo torej nekaj imamo dobre profesorje, skrbimo za kakovost. Imamo tudi sedaj od lanskega leta, govorimo o koledarskem letu, se pravi,
Lani poleti smo se preselili v nove prostore, tako da imamo najmodernejše učilnice. To je v prostore nekdanje nunciature na Krekovem trgu v Ljubljani in tako da imajo naši študentje vse pogoje za dober študij. Predvsem naša prednost je v tem, da imamo manjše skupine. Mi bi recimo ne bi nikoli, tudi če bi bilo možno, ali pa recimo, če bi bilo tako zanimanje, ne bi upisali več kot nekaj desetin študentov v enoletnik, ker ravno naša odločitev je manjše skupine, študentov manjši letniki, pa zelo veliko osebnega stika s profesorjem, zelo veliko osebnega dela, se pravi, da se skušamo posvetiti vsakemu študentu, koliko je pač mogoče. In bo sedaj pri vas tudi potekal informativni dan? In bo tudi pri nas potekal informativni dan, tako kot posod drugod, ja. Pa vsebina tega študija je pa ekonomija? Zaenkrat imamo to so poslovne vede. Se pravi, v bistvu je to tisti, ki pri nas diplomira, ali pa dobi magisterij, je diplomirani ekonomist. Seveda ima pa nabor predmetov, je pa malo svojevrsten, se pravi, gotovo so tiste standardni predmeti, kakor jih vsak poslovnež nujno potrebuje. Imamo pa tudi nekatere predmete, ki jih boste zaman iskali kot drugod. Imamo recimo filozofijo in religijo v dodiplomskem študiju in pa v magistrskem študiju pa imamo aplikativno etiko, kar pomeni, da poučujemo tudi etiko in tudi aplikativna etika je predvsem poslovna etika. Se pravi, izobražujemo, uvajamo tudi naše študente v etično poslovanje. Pa če se sedaj iz vašega sedanjega dela preseliva k nekoliko splošnejšim ali pa tudi duhovnejšim temam, v teh dneh še vedno odzvanja božični čas in po julijanskem koledarju so v teh dneh tudi obhajali enega osrednjih božičnih praznikov, praznik Gospodovega razglašenja. To je na neki način tudi praznik krščanske samozavesti, ker se nekako vsa ljudstva zberejo ob odrešeniku Jezusu Kristusu. Vendar se zdi, da ima zlasti cerkev na Zahodu v zadnjih letih, desetletjih težavo ravno s tem osrednjim sporočilom tega praznika, da je nekako nerodno sporočati, da je Jezus Kristus tisti odrešenik, ob katerem se zberejo vsa ljudstva. Zakaj je prišlo do tega, ali pa je mogoče ta vtis napačen? Bom mečkano šel nazaj na našo poslovno fakulteto. Namreč poslovanje je danes globalno, ampak začetnik globalizacije, se pravi, da smo vsi ljudje na celem svetu, ena sama družina in torej, da so vse kulturne pregraje, ki sicer obstajajo, jezikovne in kakšnekoli že, sicer obstajajo in je prav, da so, ker to daje pisanost, lepoto, raznolikost človeški družbi, ampak so vendarle drugotne. Tisto, kar je pa najbolj osnovno, pa je, da smo vsi enakopravni, da smo vsi enaki v svojem dostojanstvu in da je prav, da tudi uživamo vsaj približno enake pravice, da imamo enake možnosti, skratka, da cel svet postane ena sama družina. Ampak to je nastalo ravno iz krščanskega spoznanja ali pa krščanske vere, da je en Bog, stvarnik, ki je poslal tudi enega odrešenika in to za vse ljudi. Seveda imamo na svetu različne vere in vse te vere spoštujemo in jih moramo spoštovati, ampak ne moremo pa seveda mimo tega, ki je osnovno krščansko sporočilo, da pa je samo en Bog in en svetnik med Bogom in ljudmi, kot pravi apostol Pavel, se pravi Jezus Kristus. In da je krščanstvo nekaj, na kar smo
lahko rečem ponosni ali pa veseli, Bogu hvaležni, da smemo to biti in da želimo, da bi vsak človek spoznal to milost ali pa imel to milost, da bi se lahko za Jezusa Kristusa odločil. Potrebno je dati ljudem, to je misijonski praznik, to možnost, da spoznajo in da se lahko opredelijo do njega, da lahko v njem prepoznajo pot, resnico in življenje. To je naše poslanstvo in če pravite, da imamo mogoče zahodnjaki kakšno težavo glede tega, potem je mogoče ta upravičena samo toliko, koliko v preteklosti nismo vedno spoštovali svobode v verskem odločanju, da so včasih mogoče bila kakšna nasilna pokrščevanja v tistih starih časih, ko tudi še sploh ni bilo tega spoznanja o dostojanstvu in svobodi vsakega človeka. Jasno pa je, da je vera lahko sprejeta samo svobodno. Tako kot vi ne morete nekega človeka prisiliti k temu, da je dober, recimo, da bi mu dal pištolo na čelo in rekel, zdaj pa daj temu revežu 100 evrov. Če bi to naredil, to dejanje ne bi bilo dobro, ker bi bilo storjeno v prisili in bi ne moglo biti dobro, ne bi nič dosegel. On bi moče to naredil, ampak to ne bi bilo nobene zasluge za njega. Se pravi, tako kot je moralno dejanje dobro samo tedaj, če se človek za njega svobodno odloči, tako je tudi vsaka vera, lahko prava vera, iskrena vera, ki človeka dviga samo tedaj, če se za njo človek svobodno odloči. To je mogoče bilo kdaj v preteklosti, v nekaterih primerih, mislim recimo po kristjanjevanju kakšne Južne Amerike ali kaj podobnega, premalo spoštovano, ampak to pa nikakor ne izničuje, ne nasprotuje tistemu osnovni zavesti, ki je bistvo za krščanstvo, da je samo eden Bog, Oče vseh ljudi, in da imamo samo enega odrešenika za vse ljudi, to je Jezus Kristus. Zanimivo, da ravno na Zahodu se je oblikovala ta predstava o modrih kot treh kraljih, ki je zelo lepa in eden najpogostejših motivov tudi v likovni umetnosti na Zahodu. Vendar je hkrati ravno v tem delu sveta vedno obstajala ta napetost med cerkvijo in družbo. Vi ste se s tem veliko ukvarjali. Kakšen je trenutno položaj v Evropi v tem odnosu med cerkvijo in družbami, tudi med cerkvijo in državami, ampak recimo širše cerkev in družba? Jezus ni svojim apostolom nikoli obljubil, da se jim bo na svetu dobro godilo. Ne boj se mala čreda, pošiljam vas kakor jagneta med volkove in tako naprej. Skratka, takih priprav apostolov in preko njih nas vseh na to, da se bodo lahko kdaj pa kdaj na tem svetu počutili kot posamezniki in kot cerkvena skupnost, kot bele vrane ali pa črne ovce, kako se vzame. Skratka, da ne bodo ravno dobro ustrezali ustroju sveta. Da bodo v ustroju sveta, ekonomiji, politiki in tako naprej, včasih malo moteči element. In zato jih svet ne bo maral. Ker bodo vedno, ja, pa Bog pa pravi tako in seveda bomo vedno prihajali, če smo iskreni, oziroma če smo dosledni, če smo zvesti Jezusovemu nauku, bomo skoraj nujno vedno prihajali v konflikte, v spore ali pa vsaj v neke napetosti z tistimi, ki želijo na tem svetu ukazovati oblastnikom in ki hočejo ukazovati tudi temu, kako naj ljudje mislijo
in kako naj verjamejo in kakšne vrednote naj spoštujejo. Se pravi, politika ali pa oblast na tem svetu je vedno bolj ali manj vsiljiva in hoče obvladati ne samo zunanjost, da pač ljudje vozimo tako, kot zahtevajo prometni predpisi, da plačujemo davke in tako naprej, skratka, da spoštujemo zakonodajo, tako zunanje odnose, kar je razumljivo za to, da stvari potekajo urejeno, ampak da bi tudi vplivala na naša prepričanja, na naše vrednote, na naše srce, na naša verovanja, na naše poglede o tem, kako naj človek živi, kakšna je vrednota človeškega življenja, ne samo takrat, ko živi, ampak dokler še ni rojen, ali pa ob koncu življenja in podobno. Skratka, oblast hoče imeti popolni nadzor nad ljudmi. Še posebej, če ni demokratična. In vemo iz izkušenj zadnjih stoletij, da je demokracija zelo krhka in da se zelo hitro prevesi v bolj ali manj odkrito in neposredno prisilo in pa nasilje in diktaturo. In zato je razumljivo, da sistem cerkev nakoplje sovražnikov, da se krščanska vera nakoplje sovražnikov pri tistih, ki hočejo biti skoraj da namestniki Boga, ki hočejo popolnoma obvladati človeka, sočloveka, državo, svet. In tega se verjetno ne bomo na svetu nikoli popolnoma znebili takih ljudi, čeprav seveda sama demokracija po svojem lastnem bistvu bi tako daleč ne smela segati. Demokracija bi morala dopuščati različnost, dopuščati in spoštovati različne nazore, da so vsa prepričanja enako vredna, da imajo enako možnost obstoja in da država nima nekega svojega uradnega nazora, ki bi ga vsiljevala svojim državljanom pač na način, ki ga država ima. Država ima neke možnosti, ko jih drugi nimamo. Država ima šole, recimo, lahko vpliva na to, kaj se bo v šolah učilo, kako se bo otroke vzgajalo, kar je v nasprotju z demokratičnim načelom, da imajo starši prvo in najbolj temeljno pravico in odgovornost, da vzgajajo v svojem prepričanju, v svoji veri, v svojih vrednotah svoje otroke. To je sicer zapisano na številnih papirjih, ampak spoštuje se pa velikokrat ne, kot recimo ravno pri nas lahko. To vidimo vsakokrat, ko recimo v neki šoli hočejo otroke recimo prepričati, da je trenutna ideologija spola tista, ki jo morajo vsi sprejeti. To je prav gotovo v nasprotju s tistim, to ni znanost, to je ideologija, in to je v nasprotju s tistim, kar piše tudi v naši ustavi, da imajo starši prvo pravico za vzgojo svojih otrok in tako naprej. Skratka, in seveda, ker cerkev brani svoje te pravice, ni nič čudnega, da, kot sem rekel, da se nakoplje kakšnega sovraštva in potem tudi trpi zaradi tega kakšne neprijetne posledice. Tako dolgo, dokler je tako stanje, je pravzaprav dobro. Tisto stanje, ko bi bila cerkev zelo, po domače rečeno, gor vzeta, ko bi cerkev bila zelo nekako vključena v logiko tega sveta, bi obstajala velika nevarnost, da pa mogoče tako prilagojena svojemu okolju, da izgublja svojo identiteto. Dobra misel, ja. Zdaj, če recimo vi primerjate položaj v Franciji, ki jo zelo dobro poznate, ta položaj cerkve, razmerje do družbe in stanje pri nas, so razlike, je podobno.
Ja, Francija je znana po tem, da je to domovina sekularizacije, da je to domovina ločitve cerkve od države z zakonom leta 1905 in podobno. Francoska revolucija, ki je bila antikrščanska. V Franciji se je začelo razsvetljenstvo, ki ni bilo ateistično, to moramo vedeti. Razsvetljenci niso bili, ali pa ne vsi, niso bili ateisti. In sploh ni šlo za ateizem, šlo je za protikrščanstvo. Razsvetljenci, to se pravi misleci 18. stoletja, v 18. stoletju, so mislili, krščanstvo je treba črtati, zato ker krščanstvo priznava neko razodetje in s tem tudi neko inštitucijo, ki to razodetje čuva in oznanja, skratka cerkev. Dajmo eno religijo, za katero ne bo treba cerkve, ki bo temeljila samo na razumu in ki bo imela samo dve resnici, dve dogme, dve resnici, da je Bog in da je duša nesmrtna. To je dovolj, zato da bodo državljani takšni, kot morajo biti, da bodo spoštovali oblast, da bodo spoštovali državo, da se bodo bali iti v pekel in da bodo potem pošteni, ker to potrebujemo. Dajmo tako religijo narediti. Se pravi, čisto racionalno, razumsko religijo, krščanstvo pa črtajmo. In to je bila pravzaprav bil povod za tisto nasprotovanja, za tisto hudo preganjanje katoliške cerkve. Namesto tega naj stopi neka nova religija, ki bo zgolj razumna. Seveda ta se nikoli ni prijela in tudi nikoli ni nič bila, razen v framasonstvu in pa v tako imenovanem deizmu, ki pa nikoli ni bil kakšna razširjena vera ali religija, tako kot je rekel en zelo znan francoski pisatelj, deist, to je tisti, ki verjame samo v takega Boga, racionalnega, razumskega. Deist je tisti človek, tisti vernik, ki v svojem kratkem življenju ni imel časa postati ateist. To se pravi, deizem, to bo to pač ta religioznost, ki so jo oni propagirali, je pravzaprav samo na pol poti v ateizem. In dejansko tisti, ki so bili deisti, so potem prej ali slej postali tudi ateisti. To je Francija. Ampak kljub temu, če primerjamo Slovenijo in Francijo, so nekatere podobnosti. So res nekatere podobnosti, mogoče najbolj izrazita podobnost je v tem, da ne v Franciji in ne v Sloveniji ni nobenega religioznega, predvsem pa pravega verskega pouka v državnih šolah. Ampak kljub temu je šla Slovenija dlje, kakor pa Francija. Zato, ker v Franciji so istočasno določili, da mora biti en dan v tednu prost šole, ker takrat še ni bil prostih sobot, leta 1905 in tam okrog, en dan v tednu prost, da bodo lahko otroci šli k verouku v cerkev. Se pravi, država je poskrbela za to, da so lahko otroci, ne sicer v državni šoli, ampak imeli verouk in da so bili osvobojeni šolskih obveznosti, zato da so lahko izpolnili svoje versko poslanstvo ali pa starši v cerkev svoje versko dolžnost. Pri nas ni govora o tem. Pri nas včasih se, hvala Bogu, kje nekako sporazumejo učitelji in duhovniki, da se izogibajo temu, da ne bi prirejali nekih drugih dejavnosti, takrat, ko ima druge neke obveznosti, se skušajo razumeti, drugega upoštevati, ampak nujno pa to ni. To je vse odvisno od razumevanja, to ni z zakonom, z pravili določeno. V Franciji je to bilo od vsega začetka. Francoska država res pravi, da nič ne financira, da nič finančno ne podpira cerkve. Po drugi strani so pa vse cerkve in tudi župnišča,
ki so zgrajene bila pred letom 1905, se pravi pred datumom, ko je stopil veljavo ta zakon o ločitvi, so last države in jih država vzdržuje. Vse te slavne, znamenite francoske katedrale Notre Dame v Parizu, to je državna last in država jih zastonj daje na razpolago župnijam, škofijam, verskim skupnostim in jih ona vzdržuje. Če bi recimo to bilo pri nas, da bi si to breme vzdrževanja te infrastrukture gradbene, ki jo ima cerkev, da bi to vzela nase država, bi bila seveda, bi to bila več kakor ne vem kakšna pomoč. Skratka, niti Francija, ki je domovina določenih, rečemo, neprijaznih ločitev med državo in cerkvijo, tudi ona nima nekaterih tako ostrih in neizprosnih ločitvenih določil, kakor jih ima Slovenija. Zato tudi mi nimamo radi tega izraza ločitev cerkve od države. Ker ločitev, so ločitve, ki so prijazne, ampak navadno to ni večina. Se pravi, gre za to, da smo eni in drugi različni, eni in drugi svobodni, avtonomni, kot samostojni in avtonomni in da hkrati sodelujemo. Zato recimo, namesto izraza ločitev cerkve od države, mi v cerkvi uporabljamo izraz, da sta država in cerkev vsaka v svojem redu, neodvisni druga od druge, samostojni in da sodelujeta. To je tisto eno tako prijazen odnos drug do drugega, ko gremo drug drugemu nasproti, sodelujemo tam, kjer lahko, za dobro ljudi in se lahko potem imamo zelo lepo. No, to je seveda lep cilj in tudi upajmo, da bo čim več tega v prihodnje. No pa če se zdaj, ali pa če še ostaneva mogoče v Franciji za trenutek, ko sva že tam, še ena morebitna podobnost je med to veliko državo in Slovenijo. Tudi tam je prišlo, sicer veliko prej kot v Sloveniji, do hudega izbruha revolucionarnega nasilja, ki je terjalo zelo veliko žrtev, bilo zelo krvavo in še danes mnogi pravijo, da pravzaprav Francija niti po 200 letih ni zmogla obsoditi tega revolucionarnega nasilja, kot v Sloveniji ni prišlo do tega, da bi nekje na splošni ravni prevladala misel, da je bilo revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno in po njej nekaj v sebi slabega. Kako vi gledate na te podobnosti, pa seveda tudi na razlike? Ja, so razlike, ki jih je treba upoštevati. Torej vsaka revolucija, torej tako francoska kot reče, da to buržoazna, so včasih v starem komunističnem žargonu to imenovali, se pravi meščanska revolucija, ali pa poznejša bolševistična ali delavska revolucija, proletarska revolucija. Vsaka od njih, če je revolucija, je nasilje. In zato smo katoličani odločno proti vsaki revoluciji. Spremembe v družbi so seveda dostikrat nujno potrebne, ni pa treba za to pobijati. In ni pa treba zaradi tega postaviti vse na glavo. Smo za razvoj, za spremembe, ne pa za uporabo nasilja. V tem je ta problematičnost. Danes smo sicer vsi proti nasilju, ampak nasilje ni nikoli opravičljivo. Je mogoče kdaj malo razumljivo, če je prehudo. Če je krivica prehuda, potem se ljudje postavijo pokonci in seveda pride tudi do nasilnih dejanj. Lahko je razumljivo, ne mora pa biti sprejemljivo kot neko normalno reševanje konfliktov. Ker potem je tudi vojna opravičljiva. Vojna je tudi nasilje. Skratka, z nasilnimi sredstvi ne moremo delati boljšega sveta. In torej, kot ste prav omenili,
francoska revolucija je bila zelo kruta, v nekem obdobju še posebej, pa v določenih področjih države še posebej, v Vendéji, to je tam proti zahodu, ker je bila večina katoličanov in so bili zelo navdušeni pristaši kralja, tam so naredili prave pokole. Potem pa tisti teror, jakobinska diktatura, ki so sekali glave po hitrem postopku, je giljotina pela noč in dan. To so bili obdobja, ki so bila sicer neke vrste ekscesi tega revolucionarnega procesa in je dostikrat potem tudi tisti, ki so to zganjali, so potem se sami znašli na vrsti. Vse to je bilo in to meče kljub temu neko luč na to dogajanje, ki pomeni, da tudi ta slavna francoska revolucija ni brez zelo temnih lis. Je pa res, da je francoska revolucija bila reakcija na neko stanje. Na neko stanje hudega pritiska, hude strahovlade in da je to bila želja po svobodi, želja po emancipaciji, kot so rekli, in po neki enakopravnosti, da se je francoska revolucija zgodila pod, lahko rečemo, vodilnimi mislimi liberté, égalité, fraternité, se pravi svoboda, enakopravnost, enakost in pa bratstvo. No in danes pravijo takole. Svobodo je francoska revolucija res prinesla. Po francoski revoluciji, v 19. stoletju, se je ta proces nadaljeval, nastale so sodobne demokratične parlamentarne demokracije in dejansko danes imamo v zahodnem svetu vendarle bolj ali manj svobodna okolja z spoštovanjem človekovih pravic, ki so se ravno na tej osnovi začele oblikovati in se ljudje zavedati. In je to prineslo res neko sproščenost v medčloveške odnose. Ali se je tudi uresničila enakost in enakopravnost, je težko reči. Kajti toliko neenakosti med revnimi in bogatimi, med privilegiranimi in neprivilegiranimi, kot jih ima danes tudi zahodni svet, jih je tudi včasih bilo. Tako da res je, da na spodnjem delu prebivalstva, med najbolj revnimi, ni toliko tiste tako hude in skrajne revščine, kot je bila takrat lahko. Revni niso danes tako revni, kot so bili v tistem času. Je vendarle blagostanje bolj porazdeljeno. Ampak bogati so pa tako bogati, pa še bolj bogati, kakor so bili takrat, tako da enakopravnosti ni. Bratstva pa tudi ne. Bratstva in sestrinstva pa tudi ne. Medsebojne solidarnosti in pomoči nekaj je, socialna država je bila. Skratka, to so še vse besede, ideali, ki še zdaleč niso uresničeni. Tako da ne moremo reči, da je francoska revolucija res izpolnila svoje obljube in da so bile tiste žrtve, ki jih je povzročila, res žrtve za manj, kakor pa seveda še manj je pa to upravičila proletarska revolucija, ki se je v Sloveniji dogajala skupaj z vojno in je potem povzročila toliko gorja. Pa zdaj res na neko drugo temo. Zdaj pred 2 mesecema je išlo, lahko rečemo, skoraj vaše življenjsko delo, izjemno pomembno, referenčno delo, veliki leksikon filozofije, ki ga je izdala Celjska Mohorjeva družba. Česa takega pravzaprav na Slovenskem še ni bilo. Zanimivo pri tem pa je, da ste se lahko pri delu, ki ste ga seveda bistveno nadgradili, naslonili na
prizadevanja nekaterih svojih predhodnikov, ki so tudi bili duhovniki in teologi, tako recimo zlasti Aleš Ušeničnik ali pa morda Franc Kovačič, že ob koncu 19. stoletja ali pa pozneje Janez Janžekovič. Kako to, da je ravno prispevek duhovnikov in teologov k slovenski filozofiji tako velik? Zato, ker se je takrat proti koncu 19. stoletja in pa v začetku 20. pravzaprav slovenska filozofija šele rojevala. Seveda so bili prej že ljudje, ki so bili Slovenci, so bili filozofi, so se ukvarjali s filozofijo, ampak takrat so filozofijo pisali v nemščini ali pa v latinščini. In prva slovenska terminologija, izrazje, treba iskati, narediti slovenske izraze za filozofske pojme, se pojavlja šele tam 1800, mislim, da 60-70, kaj takega. In še takrat, v takem zelo zanimivem okoliščinah, je bil tukaj en Janko Pajk, ki je bil ravno iz teh krajev doma in je najprej mislil, da bi naj Slovenci znanstvene razprave pisali v hrvaščini, ker se jim je zdela, da je strokovno, ima bolj primerne izraze, literaturo bi pa lahko pisali v slovenščini. In takrat sta ga Levec pa Levstik zelo napadla in je potem on, zanimivo, in potem še nekateri drugi, začeli delati prve slovenske filozofske izraze, da bi lahko počasi začeli pisati v slovenščini. On je sicer napisal eno praktično filozofijo, ampak je napisal v nemščini. Torej, še ni čutil se dovolj sposobnega, da bi lahko se filozofsko izražal v slovenščini. No in potem so slovenski neotomisti, to se pravi neosholastiki, to se pravi, to so tisti slovenski misleci, ki so po letu 1891-93, ko je v cerkvi obveljalo pravilo, naj se vendarle cerkev predvsem bavi z študijem svetega Tomaža Akvinskega in naj po vzoru Tomaža Akvinskega razvija svojo filozofijo in teologijo naprej. Zato imenujemo neotomisti ali pa novotomisti ali pa neosholastiki, se pravi obnovitelji stare srednjeveške tomistične in pa scholastične filozofije. Ti so potem začeli, seveda, ker se je Slovenija počasi tudi kulturno postavljala na noge, se osamosvajala, začeli kovati, oblikovati izraze, slovenske izraze, ki bi lahko nadomestili bodisi latinske ali pa nemške filozofske izraze. In tako so nastale te prve, se pravi, te tomistični poskusi izrazov filozofskih, in Ušeničnik, ki je bil eden izmed vodilnih neotomistov, ali celo vodilni neotomist na Slovenskem, je potem kmalu po Prvi svetovni vojni začel pisati svoj slovenski filozofski slovar, ga skozi spreminjal, dopolnjeval in nekako zadnja verzija, tista, ki je išla v njegovih izbranih spisih tik pred Drugo svetovno vojno. No, na tej osnovi je potem profesor Janez Janžekovič, ki je bil moj predhodnik, je potem razširil, ker ta Ušeničnikov slovar je bil zelo skromen, tudi opisi posebnih pojmov so bili v par besedah samo, ni bilo bolj na široko razloženo. Je potem Janžekovič, takrat sem ga še jaz k temu nagovoril, potem se lotil in napisal bolj obširen filozofski leksikon, mu je dal naslov, ki je šel ob njegovi 80-letnici, se pravi leta 1981.
Istočasno je potem tudi mariborski profesor Vlado Sruk tudi izdal en svoj tak pripomoček razlago pojmov, filozofsko izrazje in repetitori. No, ampak to so še vedno dosti omejeni slovarji. V drugi narodi, veliki narodi pa imajo seveda takih slovarjev, enciklopedij, leksikonov, napretek, od malih, skromnih pa do takih, ki imajo po 12, 14 ali še več debelih zvezkov knjig. In seveda tega je zunaj napretek. In jaz sem mislil, da bi bilo zelo dobro, da bi lahko tudi delal naprej na teh osnovah, ki sta jih dala Ušeničnik in Janžekovič. Še nekaj tudi dolžan sem bil Janžekoviču, ker sem mu obljubil, da bom pripravil drugo izdajo njegovega leksikona. Sem to čutil kot dolžnost in potem, ko sem druge knjige pisal, mi je vedno bila še ta misel, da imam še eno nalogo za narediti, ker sem njemu obljubil. No in ko se je ponudila priložnost, sem se tega dela lotil. Seveda sem imel na voljo zglede v nemščini, v francoščini, v angleščini, kot sem rekel, tega je napretek. Zato ni bilo težko malo pogledati, kako je eden, drugi, tretji sestavljen in potem vzorov tudi napisati nekaj v slovenščini. No, seveda vas slovar ne obsega samo razlage filozofskih pojmov, ampak predstavlja tudi pomembne, pa manj pomembne filozofe. Tudi tu je kar velika njegova dodana vrednost. Čeprav je to seveda tudi v tujini običajno, da so tudi predstavitve filozofov vključene, ne pa povsod. Ne pa povsod, ja, to je to, vse tudi jaz najprej nisem mislil. Zdaj, tudi Janžekovičev nima tega. Potem, ko sem nekako zaključil ta prvi del, sem omahoval in potem je založba tudi spodbudila, naj še to naredim. Namreč filozofija, ideje in pa ljudje, ki so te ideje zagovarjali, zastopali, so vendarle tesno povezani. Skoraj je vsaka ideja je vezana na nekega filozofa. In zdaj imam potem dve možnosti. Ali da recimo kakega Kanta ali pa Aristotela omenim pri vsakem pojmu in povsod napišem, kdo je to bil in zakaj ga omenjam, ali pa Aristotela enostavno za sebe enkrat obdelam, drugič pa napišem, to je pa Aristotel in če kdo hoče vedeti, kdo je to, pa bo šel pogledati pod geslo Aristotel in bo to imel na enem in istem mestu. Mislim, da so te stvari tako med seboj povezane. Poznamo recimo en francoski slovar, ki je nekaj na pol poti, tako da je v glavnem posvečen pojmom, kljub temu se pa ni mogel izogniti, pa je vendarle noter vključil samo nekatera velika imena filozofska. Ampak jaz sem skušal vendarle ta izbor teh imen precej razširiti, še posebej, ker je bo treba upoštevati tudi slovenske filozofe, jih prav tako prikazati na enem mestu in tako ponuditi bralcem vendarle en zaokroženo predstavitev tega, kar se imenuje filozofija. No, zdaj ste me ravno navdihnili za eno vprašanje, ko ste omenjali slovenske filozofe. V čem je skrivnost uspeha Slavoja Žižka, recimo, po vašem mnenju? Zato, ker je zelo, lahko rečemo, uglašen na eno miselnost, ki je danes v svetu zelo popularna. To je ta, lahko rečemo, skrajna levica, rečemo pri nas, ali pa neka moderna verzija povezanosti med freudovsko psihoanalizo in pa marksizmom. To je v nekaterih krogih, še posebej v ameriških, danes prevladujoča ideologija. In zato je seveda, ker on to zastopa in zna tudi biti v teh stvareh dosti izviren, iznajdljiv, tudi provokativen, vsi se z njim ne strinjajo,
je seveda zaradi tega za mnoge zanimiv. Ampak če pa primerjate recimo položaj filozofije, ne vem, recimo v Kantovem času ali pa v Heglovem času in danes, verjetno imajo filozofi manjši vpliv na intelektualno sfero kot takrat. Filozofi, ne vem, če bi lahko rekli, da imajo manjšo sfero. Ne vem, če se to imenuje danes filozofija, ampak danes so ideje zelo, zelo pomembne. In ker so ideje zelo pomembne, marksisti so nas učili, da ideje sploh niso pomembne. Ampak so pa sami svoje ideje zelo trdovratno zagovarjali in Bog ne daj, da je kdo njihovim idejam nasprotoval. To se pravi, da so jih imeli tudi oni za zelo pomembne. Ideje so pomembne. Zdaj, ali so to filozofske, ali so druge, to je zdaj, črta ločnica ni jasna. Vsak človek je malo filozof, ker vsak človek malo razmišlja in skuša svoje poglede strniti v neko celoto. In kot včasih rečem, jaz tako za šalo, filozofija pove na glas tisto, kar vsi vemo, samo ne vemo, da vemo. Se pravi, gre dostikrat tudi za neka globoka prepričanja, ki so v nas, ki jih ne znamo točno jasno povedati, vendar so tiste vodilne ideje, s katerih živimo. In ideje dejansko danes vodijo svet. In so ga vodile skozi. Čeprav so nas marksisti učili, da ideje so samo tak površinski pojav, da to, kar si mi mislimo, to sploh ni tisto, kar mi mislimo, da to, kar mi mislimo, to mislimo zato, ker tako delamo, ker tako proizvajamo, ker imamo take gospodarske odnose in gospodarstvo potem določa, kaj se v naših glavah izcimi. Ampak po drugi strani, kot sem rekel, so pa ravno marksisti bili zelo natančni v tem, kaj je treba reči in kaj ne, da so idejam pripisali zelo velik pomen. Moderni marksisti so se pa ravno začeli zavedati, da delavci ne bodo izvedli svetovne revolucije, pa spremenili sveta, kot so upali stari klasični boljševiki, da bodo to naredili kulturniki, se pravi ljudje z idejami. In zato so začeli širiti ideje in se nekako osredotočili s svojim vplivom na univerze. Predvsem na tiste šole, ki oblikujejo novinarje, ki oblikujejo tiste, ki oblikujejo javno mnenje, mnenjsko voditelje, se pravi nazori, ideje. To je treba prekvasiti in potem bo prišlo do nekega velikega preobrata na svetu. In zato so ideje še kako pomembne in iz tega tudi razumete, zakaj smo tudi pri nas v Sloveniji tako ljubosumni na to, da bi mi imeli prav in da tisti, ki drugače misli, ne bi imel nobene možnosti, da bi tako mislil ali pa da bi se v tem izobraževal. Zato je treba zatreti vsako zasebno šolstvo in vsako drug poskus, da bi nekdo razvijal drugačne ideje, kako so pa naše. In zato tudi, če Ustavno sodišče odloči, da je treba recimo katoliškim šolam ali pa zasebnim šolam plačati toliko, kot se plača državnim šolam za izvajanje javnega programa, politika reče ne, ker je treba zatreti vsakega, ki drugače misli, oziroma je treba vsemu onemogočiti, da to, kar misli, ne bi mislil na glas. No, mogoče še eno vprašanje o tem, kar ste ravno govorili. Meni se vseeno zdi, da obstaja tu vseeno možnost, da pride do nekega prepada med tem elitnim mišljenjem na univerzah, v javnih občilih in pa med tem, kar nekako navadni ljudje ocenjujejo, da je po zdravi pameti v redu in prav. To je naše upanje. To je naše upanje,
da bo vendarle zmagala zdrava pamet. In tista, pravijo, pamet je boljša kot žamet, pa nek zdravi čut za to, kar je res in kar ne res, to človeku ostane. Človeka kljub vsemu ni mogoče manipulirati dolgo časa. Vse take prisilne indoktrinacije, kot rečemo, se pravi vsiljevanje nekih pogledov, ko nekega človeka učite samo eno stvar in mu sploh ne date možnosti, da bi slišal še kaj drugega in drugačnega. Vse ti poskusi v zgodovini se niso nikoli obnesli. Vedno imamo pač ljudje, nam je Bog dal to zdravo pamet, da stvari sicer nekaj časa trajajo, ampak kmalu pa pride tudi do širšega spoznanja, da so stvari drugačne in da je življenjsko izkušnja drugačna. No, s tem, o čemer sva sedaj govorila, pa bi se premaknila ali sva se deloma že premaknila še na zadnje polje najnega pogovora. Namreč med vašimi sedanjimi zadolžitvami je tudi to, da ste ponovno predsednik Komisije Pravičnost in mir, ki ste ji načelovali ali predsedovali že pred več kot 2 desetletjema. Spominjamo se vaših tedanjih pogumnih, tudi zelo jasno izraženih stališč, ki so bila v javnosti tako opažena, da se je leta 1997 celo pojavila zamisel, da bi vi bili kandidat za predsednika republike, kar ste seveda takoj zavrnili. Ampak vendarle priča o neki javni odmevnosti takratnih stališč komisije. Zdaj ste ponovno predsednik. Kaj se je spremenilo od takrat, ko ste bili prvič predsednik? Kaj je ostalo enako? Je šlo kaj na boljše, kaj na slabše? No, jaz kljub temu sem prepričan, da je demokratična kultura v Sloveniji med tem časom napredovala. Ni se več treba bojevati za, ali pa vsaj ne v toliki meri, za demokratizacijo v pravem pomenu besede, za uveljavljanje človekovih pravic. Danes imamo v tej demokratični, samostojni državi, imamo samostojno državo. Imamo tudi inštitucije, se pravi ustanove, ki so po svojim temeljnim poklicanosti in svojih možnostih delovanja zato ustanovljene, da varuje človekove pravice. Mislim tukaj še posebej na Ustavno sodišče, katerega naloga je ravno to, da skrbi, da se vse, kar se v državi dogaja, da v skladu z Ustavo. Najbolj pomemben del Ustave je pa tisto poglavje, ki je posvečeno človekovim pravicam. Tako da je danes položaj precej drugačen. So pa seveda še nekatere naloge, ki nam še vedno ostajajo in s katerimi se bo morala tudi Komisija Pravičnost in mir še naprej ukvarjati. To je vprašanje verske svobode, ki pri nas še vedno ni prav razumljena. Tu so potem nova vprašanja, ki se bodo pojavila, se že pojavljajo, ravno ko gre za bioetiko, ko gre za etična vprašanja povezana z nastankom človeškega življenja ali pa z koncem človeškega življenja, se pravi z tistim zadnjim obdobjem, ki je lahko včasih zelo mučno oziroma zelo boleče in ga nekateri skušajo skrajšati na nečloveški način, čeprav se skrivajo za idejo človečnosti. Tukaj je potem še vedno vprašanje socialne pravičnosti. Te ni nikoli, kako bi rekel, to se nikoli ne izčrpa, ne? To je vedno veliko raznih odprtih vprašanj. Najavljajo se nova vprašanja glede tega pretoka vseh mogočih ljudi.
Pojavlja se vprašanje okolja, ki še tudi ni rešeno. Naša odgovornost za okolje, v katerem živimo, naravno okolje, varovanje tega naravnega okolja. Mi mogoče v Sloveniji imamo srečo, da živimo še kar v taki, lahko rečemo, kar precej še zdravi in neokrnjeni naravi, ampak kako dolgo še? In skratka tako, da sem prepričan, da tistih vprašanj, za katere reševanje je ustanovljena Komisija pravičnosti mir, žal še dolgo ne bo zmanjkalo. No, eno takih aktualnih vprašanj ali pa aktualnih primerov je tudi primer patra Tadeja Strehovca oziroma njegovega procesa. Kaj reči o tem, kaj to pove o slovenski družbi? Ja, tukaj je že Komisija pravičnosti in mir že tudi povedala svoje. Gre za neko zelo zaskrbljujočo prakso ali pa poskus neke prakse. Se to še dejansko niso na splošno sprejete navade, ampak vidi se pa, kam, če rečem spet po domače, pes taco moli. Se pravi, in se treba postaviti proti dosti zgodaj, ne čakati, da se stvar razmahne. To je to govorjenje o sovražnem govoru. Prav gotovo, da je treba biti proti sovražnemu govoru, kajti če je kdo bil v zgodovini, v bližnji zgodovini, v bližnji preteklosti, predmet sovražnega govora, potem je bila to cerkev in cerkveni ljudje. Spomnite se samo podgane v naročju Brezjanske Matere Božje in podobni ekscesi. Se pravi, absolutno je treba zavračati vsako grdo govorjenje, vsako vzbujanje sovraštva, zaničevanje, podcenjevanje, širjenje laži, polresnic, nasilje torej nad resnico, ki ga je bilo vedno veliko in ki ga še tudi danes ni nič manj, če samo berete razne komentarje na raznih portalih in tako naprej. Skratka, marsikaj se piše, marsikaj se govori in to je seveda nekaj, kar je nesprejemljivo in v tem pogledu dejansko tisti, ki bi lahko, ne naredijo nič z izgovorom, da je pač treba dovoljevati svobodo govora in svobodo mišljenja, kar pa je prav tako zelo pomembna pravica. Nič se ne more zgoditi, če ljudje nismo svobodni, da povemo to, kar mislimo in to, kar čutimo, da je prav. To je pa svoboda mišljenja in svoboda izražanja, ki velja za najbolj temeljno ali pa med najbolj temeljnimi demokratičnimi pravicami in kamor sodi seveda tudi verska svoboda, ker ravno verska svoboda je v tem, da lahko tudi svoje verske in moralne misli in prepričanja javno povem in povem, da za njimi stojim in da jih zagovarjam. No in v tem primeru patra Strehovca gre ravno za to, da se skuša utišati ali preplašiti, prestrašiti ljudi, da bi rekli, to pa se ne sme povedati, ker bodo nekateri proti, bom rajši tiho, ker lahko zaradi tega trpim posledice. In v nekaterih okoljih ljudje zaradi tega, ker so nekaj povedali, pa nič sovražnega ali pa nič zaničevalnega proti nekomu, ampak samo povedali na glas in odločno, kaj si o kakšni stvari mislijo, so že trpeli posledice. In to je tisto, kar je ubijalsko za vsako demokratično miselnost in gre za to, da bi ena ideologija, ki je danes hoče prevladati, sebi izborila monopolni položaj. Tam, kjer so pa monopoli, tam ni demokracije, tam ima samo eden vedno prav,
tam lahko samo eden prodaja, kakor hoče in tako naprej. Monopoli so škodljivi za gospodarstvo, monopoli so škodljivi za ustvarjalnost in monopoli so škodljivi za demokracijo, ker uničujejo svobodo na vseh področjih. In to je tisto, kar je v tem primeru zastrašujoče in se je treba temu poskusu res upreti. No, se verjetno bi se dalo zato najti tudi precej zgodovinskih vzporednic, recimo prej ste govorili o razsvetljenstvu, tudi tam v bistvu zanimiva, pozitivna ideja, ki pa je na koncu vseeno pripeljala v nekakšno svoje nasprotje in verjetno je ta kampanja proti sovražnemu govoru na dobri poti, da se v kaj takega spremeni, da se bo dejansko spremenila v omejevanje svobode govora na mesto. To je tista nevarnost. Gre za to, da o teh stvarih, kdaj gre za legitimno, upravičeno in celo nujno, pluralistično, se pravi raznoliko, raznovrstno razpravljanje in zagovarjanje temeljnih, bistvenih stališč in vprašanje življenja nerojenih otrok je zelo bistveno stališče, to ni postranska stvar. Da lahko o teh stvarih razpravljamo, to je ena stvar in to je treba nujno braniti, kajti če tega ne naredimo, potem se podamo na pot, ko ne bo več mogoče delati drugega, kot papige ponavljati to, kar nam bodo nekateri narekovali, to je pa konec svobode, to je pa konec demokracije, to je konec človekovega dostojanstva in to je tudi konec vire. No, pa upajmo seveda, da do tega ne bo prišlo. Jaz se vam, spoštovani dr. Stres, zahvaljujem za vse te vaše misli, ki ste jih v tako klenem jeziku podelili z nami. Naj povem ob koncu, da sem imel veliko treme, ker sem vendarle tudi vaš nekdanji študent in je to seveda vedno posebej težka naloga imeti svojega profesorja kot sogovornika, ampak upam, da sva ta pogovor nekako uspešno pripeljala do konca. Res hvala lepa za vse in upam, da boste kmalu spet naš gost in bomo spregovorili še o številnih drugih temah, ki danes nekako niso prišle na vrsto v tem omejenem času. Hvala lepa. Hvala tudi vam in seveda hvala vsem, ki so naj poslušali. Drage gledalke in cenjeni gledalci, tudi sam se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas vabim v našo družbo ob podobnih priložnostih, ki jih tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Hvala lepa in nasvidenje.